Vedno pripravljen skočiti pred kamero, vse pokazati, še več povedati. A po nočnem druženju s policijo mu očitno ni bilo še za družbo medijev. Policija je Mišiča začela ustavljati v središču Lucije, vendar se za modre luči ni zmenil in je peljal dalje proti domu ter poskušal zapeljati v podzemno garažo. To mu je preprečil policist, ki je skočil pred avto. To je Mišiča tako zelo razjezilo, vznejevoljilo, da je začel ostro besedno obračunavati s policijo. Nato naj bi celo spet skočil v avto in spet poskušal zapeljati v garažo, vendar naj bi bil policist hitrejši, naj bi ga izvlekel iz avta in mu nadel lisice. Mišič je vozil prestižnega službenega Mercedesa. Pravi razlog za vročo kri in razgreto glavo pa je pokazal test alkoholiziranosti. Napihal je 0,59 mg na liter izdihanega zraka in v hipu ostal brez vozniškega dovoljenja, dobil pa nov plačilni nalog. Ker je ignoriral policiste, ni hotel pokazati dokumentov in s kričanjem kršil javni red in mir, si je prislužil še obdolžilni predlog. Mišič naj bi po nekaterih informacijah ponoči veseljačil v družbi koprskega župana. Skupaj naj bi praznovali pravoslavni božič, a je to župan popoldne ostro zanikal. Pravoslavni. Še nikoli v življenju nisem praznoval pravoslavni božič, tako da jaz nima veze s tem. Včeraj sploh nisem bila skupaj. Danes Mišič pripetljaj, kot ga imenuje, obžaluje in trdi, da za volan ne bi sedel, če ne bi bil prepričan, da je sposoben voziti. Napihani rezultat pripisuje tudi dejstvu, da zaradi bolezni že več dni jemlje močna zdravila. Po intenzivni noči je Mišič zjutraj že sprejemal kitajskega veleposlanika. Tudi če bo ostal brez vozniške ali še kdaj prekomerno nazdravljal, ne bo težav. Kak dan prepozno, a v Luki so pravkar zaključili z izbiro novega šoferja za predsednika uprave.